Japonski cvetni dren je drevo, ki zacveti v mesecu maju in s svojimi obilnimi cvetovi polepša naš vrt. Saditi so ga začeli v 70. letih prejšnjega stoletja in je nekako do konca 20. stoletja postal že kar trend, kar se tiče zasajevanja v manjših vrtovih in seveda do sedaj postal že kar kultno manjše drevo. Drugače je njegovo naravno rastišče v jugovzhodni Aziji, to pomeni, da raste predvsem v predelu Kitajske, Južne Koreje in Japonske. Tam raste na avtohtonih rastiščih. Za rastišča ni posebno zbirčen, paziti moramo le, da ima dobro odcedna tla, kajti stoječe vode ne prenaša. In če mu zagotovimo ta pogoj in še osončeno mesto, bomo z njim zelo zadovoljni. Drevo je manjše rasti, naredi dežnikasto krošnjo in v svoji življenjski dobi zraste tam do 7, maksimalno 8 metrov. Spomladi v mesecu maju, takoj po ulistanju, se pojavijo cvetovi. Najprej so zaprti, potem se pa odprejo. In to, kar se odpre in obarva celotno krošnjo drevesa, niso venčni listi, kot ponavadi pri drugih cvetovih, ampak so tako imenovani podporni listi. To so obarvani, pri tejle sorti so take mlečno-bele barve, lahko imamo pa bolj rumenkaste, lahko so bolj ožji, lahko so bolj zaviti listi, lahko so pa celo močno rdeči do rožnate barve. Cvetovi pri japonskem drenu so zelo zanimivi, zaradi tega je tudi postalo priljubljeno okrasno drevo in se je tudi razširilo po vsem svetu. Cvetovi zacvetijo v maju na takem dolgem cvetnem peclju. Na vrhu pecla so podporni listi, ki podpirajo razmnoževalne dele cveta. Se pravi, na sredini imamo socvetje, kjer so pestiči, ženski deli cveta in pa prašniki, moški deli cveta s cvetnim prahom. Cvetovi so sestavljeni iz 4 podpornih lističev. In te podporni lističi so lahko različnih barv, ali so čisto snežne barve, ali so tako belo-rumeni, ali so rožnati, rdeče-rožnate barve. In pa tudi različnih oblik, ali so široki, ali so ozki, ali so zaviti. Se pravi, to je pa odvisno, katero sorto si posadimo. Sorta, ki je zelo podobna osnovni, je Balting's Beauty. Kaj je pri njej zanimivo, je to, da ima malo manjše cvetove, bolj rumenkasti so podporni listi in polno krošnjo že od začetka cvetov. Se pravi, v maju, ko jo posadite, boste imeli takoj svoj vrt v cvetju. Še ena sorta, ki je zanimiva in zelo velika prodajna uspešnica, je Cornus Satomi, se pravi japonski cvetni dren, sorte Satomi. Kakor pa tle vidimo, te podporni listi niso čisto beli, ampak so take rožnate barve in na sredini je bolj belkasto, nato pa bolj, ko gremo proti robovom, čedalje bolj se obarva v rožnato. Seveda je pa to tudi odvisno, kako je grm izpostavljen soncu. Več, ko bo sonca, več bo te rožnate barve. Naslednje sorte, ki so tudi prodajna uspešnica, so še sorta Milky Way, ki ima take snežno-bele podporne liste, zelo široke, malo večje po velikosti in ko polno zacvetijo, prekrije celo krošnjo drevesa. Še ena sorta, ki je zelo zanimiva, je sorta China Girl. China Girl je sorta z malo manjšimi cvetovi, bolj ožjimi podpornimi listi, ki so lahko zaviti. Niso ravni, ampak so lahko malo spiralasto zaviti. Ne močno, ampak toliko, da nakazujejo, da gre to za neko drugo sorto. In še ena sorta, ki ima tudi pisane liste, to je pa sorta Variegata. Ta ima pa belo-zelene ali rumeno-zelene liste, odvisno od sončne osvetlitve in pa od same rastline.
Te pasovi rumene, bele barve in zelene se pa nepravilno pojavljajo in so različni od vsakega posameznega lista. Ko cvetovi odcvetijo, se začnejo tvoriti plodovi. Plodovi nastajajo čez celo poletje in dozorijo konec poletja, začetek jeseni, proti koncu rastne dobe. Takrat, ko dozorijo, postanejo intenzivno rdeče barve. To pomeni, da je celoten pecelj rdeče barve in pa plod oziroma soplodje na sredini postane rdeče barve. Podoben je višnji oziroma češnji z dolgim pecljem, samo da je tukaj pecelj tako rdeč, kot celoten plod. Plod je užiten in ima okus po svežem tropskem sadju. Meso je rumenkaste barve, kar nas pa moti, medtem ko uživamo takšen plod japonskega cvetnega drena, so pa drobne košice, ki jih moramo na žalost izpljuniti. Lepotna estetska vrednost drevesa pa ni samo v spomladanskem času, ampak je tudi v jesenskem, ko se jeseni obarva listje, se pravi jesensko obarvan japonski cvetni dren, postane močno rdeče barve, vso listje se pobarva na rdeče, močno rdeče barve, preden odpade in nam tako še v jesenskem času polepša naš vrt.